zgolj za tem, da ta človek pride na podcast, že odpre to idejo ljudem in bojo prevzeli. Zato, ker bo s pogovorom skušaš to spodkopati, kar on zdaj tam počne. Ja. Razviti skušaš to, kar Kaj pa, če počne. ljudje nimajo te potrpežljivosti na splošnem, bojo vsi pogledali prvih 30 minut, ko bo on razložil, kaj je pogled. priložnosti. Mislim, marsikateri teoretik zarote bo prišel na podcast zato, da bo delil svoje ideje, ne pa da bo prišel raziskovati odprto, potemeljevati svoje prepričanja. Ne smeš mu dati niti priložnosti, da on pride v podcast in zdaj misli, zdaj bo samo slišal nek take. Ampak da od samega začetka čutiš to dialoško dinamiko, igro med eno in drugo idejo. In da potem privedemo pogovor do točke, ko več sogovornik ni gotov. Ne more več gotovo zagovarjati ali priznato, kar je zelo redko, ali pa postane nasilen. Mnogo hrupa